Se lahko usedem noter? Seveda. A ste vi lastnik tega avtomobila? Nadaljujem od Forda naprej, tukaj nasprot njih je Suzuki, ki je pripeljal ta novega Ignisa, pa kupenih zanimivih avtomobilov, ampak en drug je pa meni najbolj všeč, le ga bom pokazal. Veš, na avtomobilskih salonih, kjerkoli po celem svetu, pa ne samo v Ljubljani, je malo takih avtov, ki so uspeli preživeti na trgu toliko časa, dobri stari Jimny. A ni luštna tale škatlica, no? Drugače pa tukaj še Vitara, pa ta nov Swift. Vis-a-vis, to se pravi na drugi strani, so pa Japonci, mislim, Toyota. Toyota vse skupaj tako da v rožco postavlja, če se obrnemo, bom vse pokazal. Corolla, Prius, tam na zadnje prenovljen Yaris, pa CHR. Ajde pa še Auris hibrid, pa RAV4 hibrid. Zdaj pa pičimo naprej. Pa še predno streliš v drugo halo Hyundaiu. Lek vas so pripeljali. Veš, tole je i20 VRC, 380 konjev, pa od hudiča vozne lastnosti. Sam ne vem, kva so ga ugradili, kada je z diamantov. Veš, tudi okrog se ne moreš sprehoditi. Come on, Hyundai! Nasprot Hyundai je pa en Austin Cooper S MK2, v bistvu mini, ki je zmagal na generalni razvrstitvi na slovenskem prvenstvu leta 1969. Lega, a ni lušta? Se lahko usedem noter? Seveda. A ste vi lastnik tega avtomobila? Jaz tudi dirkal takrat, ker sem... Čakajte, a lahko pa poveste, kako vam je ime? Slokar Janko. Slokar Janko, to je vaš avto. Niste pa vi vozil 69, ko je zmagal? Vi ste vozil? Dve legendi na kupu, ne samo ena. Evo, Slokar Janko mi je dovolj, da se noter usedem v avto s takim dosti hudim pedigrejem, če mene vprašaš. Leto, kletka pa vse. Super. Volan je pa točen tak, kot mora biti. Veš, jaz se včasih sprašujem, zakaj avtomobilski proizvajalci to komplicirajo. Zakaj ni dosti sam krog pa 3 kraki, pa čisto nič drugega. Posebnost tega avtomobila je pa ta, da je bil za tiste čase bomba, ker je bil lahek, ki je bil 56 kg, je imel 100 konj in zdaj specifična moč. Si predstavljate, kakšna je, ker danes imajo taki majhni avtomobili po 1200-1500 kg. Res je. Pa imajo lahko še enkrat več konjev, pa niso tako hitri kot tole. Pa 200 ima na števcu, vidim. Ja, 200 ima na števcu. Ok, zdaj pa nazaj na Hyundai, pripeljali so to novo generacijo i30, lega, tukaj le. Druga stvar, ki je pa vredno omeniti, je pa valjda Ioniq. Tale je hibrid. Ulne tam na zadnji, ki ima pa čist polno masko, vidiš, no tiste pa električen. Od Hyundaia pa k Mazdi, tukaj je klasična paleta, trojka, šestka. Lejo, tale je pa moja ljubica, MX-5 RS. A se še spomnite, kaj to pomeni? Retractable Fastback. Veš, to generacijo MX-5 s trdo streho, kar se mene tiče, končno dobila en tak svoj karakter, veš. To je dosti pomemben par avtih, sploh če so mehni pa športni. Pa sta tukaj še CX-3 pa CX-5, zdaj sem pa že padel v Oplu. No, Opel pa v tem trenutku žurka ogromenih ljudi, ampak ta prava zvezda je pa tale. Ta nova Insignia. Zdaj v Insigniji ne bom povedal niti pikico več, dokler sem 2 vloga nazaj povedal čisto vse. Prav, bom se pa razgovoril o telem avtu, tukaj le zraven. Lega, GT Concept. Veš, ta avto pa ni cool samo zato, ker ima rdeče gume, mene še posebej všeč zato, ker obljublja to, da bo mogoče Opel v prihodnosti pripravil en majhen, športen pa nizek kupe. Mal pa je zloben, a ne de? Tale hala je pa malo drugačna. Tukaj so pa vse znamke, ki ponujajo takšno ali pa drugačen tovorni program združene. Tukaj je recimo Nissan, zadnji je Opel, tukaj je Ford, Peugeot, pa na drugi strani še Volkswagen pa Renault. Tako, da veste, da je ta hala tudi tukaj. Kaj je tale hala, ne vem, vem pa, da so tukaj moji prijatelji iz Forlan Techa, lej. Svoj štand imajo pa vse. Zdaj, ko rečem Forlan Tech, že veste približno, zakaj gre. Pripeljali so M4, pripeljali so X6M, pa M2, pa en ful udoben kavč, pa 2 še bolj udobna fotela. Tukaj so pa Autobroker. In tukaj gor vse piše, ne, uvoz vozil po naročilu, ampak to zame ni toliko zanimivo kot to, da me oni že nekaj časa vabijo, da bi peljal en tak zelo poseben avto. A veš, jaz pa na avto ljudi dobim ogromno vprašanj, Cirila, si že peljal to, a si že peljal uno, in ko pride tema na električna vozila, ne, je vedno tisto, a si že peljal Teslo. Nisem je še, ampak pri njih, pri Autobrokerju pravijo, dej prosim oglas se že in me vabijo že kup enega časa, jaz se pa kar ne odzovem. Začetek mi je malo neroden, ker sem rekel kup enega časa, ker to je popoln nesmisel, ne, ampak ta druga stvar, ki jo moram pomeniti, je pa to, da če me ta avto reže toliko dolg časa nestrpno čaka, pa bom pa probal v najkrajšem možnem času zrihtati en ride, pa da vidimo, kaj ta avto zmore, pa kaj lahko tudi ponudi. A veš, je fajn, če greš vsak toliko časa malo zadnji pa ven, pa pol kaj tacga najdeš, ker drugače niti približno ne bi najdel. Se še spomnite tegale? M4, ta je tisti, ki je bil od podlunčka, pa zdaj ni več to kot podlunčka. In usoda avtomobila, ki je bil za en dan del najhitrejšega selitvenega servisa na svetu, je razmeroma neznana. Ampak pri Forlan Techu pravijo, da imajo kakšno idejo, kaj s tem avtom narediti, tako da pustimo se presenetiti. Ampak sodeč po trenutni situaciji mu niti približno ni hudo. A veš, sem hotel na hostese pokazati, pa pol je si tako vremenar, mim mahaš.